Gospod evropski poslanec, vi gledate Slovenijo iz Evrope. Kako vidite mesto Maribor kot evropsko mesto? Torej, Maribor je v zavesti Evropejcev na več načinov. Bil je mesto kulture, evropsko mesto kulture, potem je z nogometom zaposlil Evropo, tako da se o Mariboru danes govori tudi v Bruslju ali pa zadnjič sem bil v Nemčiji, so mi povsod čestitali zaradi Maribora in sem bil vesel za to, seveda. In jaz pravim, da če gre dobro nogomet in dobro kultura, bi lahko šlo dobro oziroma bolje še kaj drugega, tudi podjetja, gospodarstvo, to predvsem potrebujemo. Mi nismo nič manj nadarjeni, kot so sosedje, ampak pri nas podjetnik nima okvirnih pogojev naklonjenih, tako da bi njegova podjetnost prišla do izraza. Zato ljudje odhajajo spet po svetu, nekateri v Avstrijo, nekateri v Nemčijo. Jaz mislim, da se da to obrniti in Maribor ima tudi svojo regijsko vlogo, ni samo drugo največje mesto Slovenije. Ima svoje prednosti, ki jih Ljubljana nima, ampak tudi Ljubljana bi morala biti pozorna do razvoja Maribora. Jaz mislim, da ni potrebna tekma, ki bi šla komu na živce, ampak morali bi imeti en razvojni koncept, eno razvojno strategijo, ki bi bila slovenska, v kateri bi morali obe mesti imeti svojo vlogo. In jaz ne vidim razloga za to, da na eni strani sorazmerno hitro raste Ljubljana, na drugi strani Gradcu, v Mariboru pa nekako ne gre. Jaz sem prepričan, da se da to premagati. Je pa treba imeti dobro strategijo, dobro ekipo. Jaz bi celo rekel, da denar ni vse. Tukaj se da tudi evropska sredstva dobiti, je treba pač prijaviti dobre in ta prave projekte in jih je treba tudi tako izvesti, da ne zahteva kdo še kakšnega denarja nazaj. Omenili ste nogomet, šport pa kulturo. Kaj pa politika? Ker mesto, recimo drugo mesto v državi, mora imeti tudi en način prisotnosti, da ustvarja tudi državno politiko, da je to neki izziv za državno politiko, pa tudi vir idej za državno politiko. Kako tukaj malo z vsem svojim zaledjem, s Koroško, pa Štajersko, pa s Prekmurjem, kako je bilo lahko storjeno? Ja, Maribor bi tem bolj okrepil svojo vlogo, čim bolj bi gospodarsko okrepil sebe, čim močnejša bi bila tukaj rast, tem večjo veljavo bi imel Maribor. In v času moje vlade je bil podpredsednik, eden od podpredsednikov vlade Mariborčan, Matija Malješič, ki je zelo dobro opravil svojo vlogo, se ga ljudje še zdaj spomnijo, tudi pozneje kot veleposlanik, ne. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da bi bila vsaka vlada pozorna do Maribora, ne samo s tem, da bi bil kakšen minister od tukaj, ampak še enkrat bi rekel, največ bodo Mariborčani naredili za svoj status, če bodo sami pomagali to blokado razvojno prebiti in se usmeriti k rasti, ki bo dala zaposlitev ljudem tukaj, da jim ne bo treba drugam hoditi, ne. Jaz recimo pričakujem že dolgo, da bo Maribor vrednotil svojo prometno vlogo in da bo letališče izkoristil, ker mislim, da je locirano na enkratnem mestu, tako rekoč sredi Evrope, pa letijo avioni čez nas, namesto da bi tukaj pristajali, ne. Mislim, da bi bila prilika tudi pri tovornem prometu, mogoče še bolj kot pri potniškem, kjer konkurirata Ljubljana in Gradec, da ne omenjam potem še Zagreba. Skratka, tukaj so prilike in jih je treba prav vrednotiti in prav izkoristiti. No, zdaj Maribor je tudi na enem takem prehodnem obdobju, v tem obdobju,
ko so tukaj bile pri tiste velike industrije, državne, tam potem metalna, potem v bližini Ruše, to je zdaj nekako razpadlo. Evropa pa tudi je v enem obdobju, ko išče nove oblike ustvarjanja, visoke dodatne vrednosti, da je to potem tisti pravi dobiček, ki potem prinese tudi višje blagostanje. Kaj bi tukaj lahko župan storil, da bi to je miselno kulturni prehod, ne? To ni že samo ena taka ugotovitev. Kaj bi lahko župan storil v tej smeri? Kako to delajo v Evropi, recimo župani, da preusmerijo gospodarske tokove tako, da so v prihodnost usmerjeni? Predvsem jih pritegnejo, poskrbijo za naklonjene razmere. Če hočemo dobiti mi našega, kaj šele tujega podjetnika na naš teren, mora biti naša ponudba tako privlačna, da bo šel raje sem, kot da bo šel na Hrvaško, v Avstrijo ali na Madžarsko, ne. Poznani so ukrepi, ki k temu prispevajo, recimo dobro opremljena, komunalno opremljena zemljišča, na katerih lahko začneš dejavnost, primerna davčna politika, še kakšna vzpodbuda. Seveda pri nas je treba povedati, da imamo tudi neprimerno delovnopravno zakonodajo, ki podjetnikov ne nagovarja v času krize k zaposlovanju, ker bi pač s tem tvegali preveč, ne. Skratka, tukaj mora marsikaj država narediti, veliko pa lahko naredi tudi mesto. Danes poznamo kakšno občino v Sloveniji, kjer je, čeprav občina nima pristojnosti gospodarskih, ne, lahko pa prispeva k temu, da so pogoji naklonjeni in s tem pritegne. Nekaj časa so občine tekmovale, katera bo bolj zaračunala komunalni prispevek, potem so pa vsaj nekatere prišle do tega, da je boljši nižji prispevek, pa več podjetij v občini. Pa da je trajen. Pa seveda, in potem iz tega enkrat nekaj dobiš. Tako so delali tudi po Evropi. Jaz poznam primer recimo v Walesu, v Veliki Britaniji, kjer so bili včasih dimniki, kjer se je kadilo, je bila težka industrija, je prišla velika kriza, so imeli 45% nezaposlenost, so počistili teren, so vse tiste hale in dimnike podrli, razparcelirali na novo, postavili dobro svetovalsko ekipo, samo 3 profesionalce ob šefu razvojne agencije in k temu še 52 svetovalcev za razna področja in so vsak teden kakšno podjetje pritegnili. Dali so res lepe pogoje in se je zgodba spremenila. Danes je to supermoderna industrijska oziroma proizvodna cona z veliko zaposlenimi ljudmi, svetovnimi produkti in tako naprej. Torej tudi na teh terenih, kjer je bila prej velika industrija, v Mariboru bi se dalo z eno pametno strategijo marsikaj narediti, treba bi bilo usmeriti sredstva v to smer. To je želela že moja razvojna komisija, ki sem jo ustanovil leta 90, oziroma jo je moja vlada ustanovila narediti, ne, pa so jo potem ustavili, ne. Maribor bi rabil tudi eno kontinuiteto, bi rekel, strategije. Ne more vsaka ekipa postavljati druge. Jaz svetujem, da bi se malo po finsko obnašali, ne, tam ne podira tisti, ki nasledi nekoga na oblasti, ne podira tega, kar je drug naredil. Če je nekaj pozitivnega, gradiš na tistem naprej in glede tega nam v Sloveniji marsikje veliko manjka. Torej sem zato, da Maribor, bi rekel, strne vrste, da ima Maribor status v slovenski razvojni strategiji, da jaz nimam nič, če Ljubljana in Maribor malo tekmujeta, ampak naj tekmujeta tako, da bosta šla oba naprej, ne. To bi si jaz želel, to je mogoče, po svetu pametni ljudje to tako naredijo. Maribor ima potencial, vem, da ima podjetnike starejše in mlajše, ampak ima pa neke zavore, neke cokle, ki potem podjetnika raje usmerijo v Avstrijo.
No, zdaj, če vas tako vprašam, kateri so razlogi, da podpirate kandidata Bernarda? Jaz ga podpiram zato, ker mu zaupam, ker verjamem njegovi misli o Mariboru, mislim, da ima dobre ideje. Glejte, danes moram reči, že občudujem ljudi, ki jim ni vseeno in ki še hočejo delati kot politiki za skupno dobro, ne. Bernarda poznam že vrsto let, ga ni v nobenem škandalu, ga ne lovi protikorupcijska komisija in mislim, da ima ta prave ideje, zato sem tudi cel dan v Mariboru, da bi ga podprl, ne. In mu želim, da mu tole uspe, ima jasne ideje, kako naprej s turizmom, kako naprej s podjetništvom, je zelo vključujoč človek, ki je rekel, jaz bom povabil ljudi skupaj, če ima kdo idejo, kako Mariboru pomagati, je dobrodošel. Povežimo ideje, povežimo koncepte, združimo sile in nekaj napravimo. In jaz mislim, torej me ne čudi, da je zdaj 17 list na delu tukaj, ljudje bodo imeli široke možnosti, videli so, kako ne gre, tako pravi tudi Bernard, ne. Zdaj bo pa treba najti pot, da bo šlo, ne. In to, kar on predlaga, mislim, da je za Maribor zelo koristno. Kandidat za župana je Bernard Memon. Zakaj je po mnenju stranke tako pomemben, v čem bo povezal Mariborčane, v čem jih bo nagovoril, kakšen miselni pa človeški naboj bo prinesel? Magister Bernard Memon je bil soglasno potrjen v organu mestnega odbora Nove Slovenije za kandidata za župana, prinaša svežino in prinaša povezovanje, prinaša človeka, ki bo povezal vse potencijale, ki jih mesto ima na univerzi, vso intelektualno zmogljivost, ki jo mesto premore, in prekinil z prakso, da je vsakokratni župan vzame za plen kadrovske rešitve in potencijale v upravi in v javnih podjetjih. No, in koliko to stane, recimo, proračun, ko postavi svoje kadre, ko širi birokracijo? To sploh ne gre za širitve, gre pravzaprav za negativno vzdušje, ki se med uradniki širi, ki potem nekaterih projektov ne izpelje tako učinkovito, kot bi lahko. To vidimo, da se zdaj v javnem podjetju Nigrad na eno leto menjujejo direktorji, kar ni dobro za samo firmo in je potrebno za tako prakso prekiniti. Naš kandidat meni, da pri 100-milijonskem proračunu lahko v 4 letih vsaj del proračuna, in je to 20–25% proračuna, namenimo investicijam, ki bojo Mariboru z lastnimi moči pognale neki investicijski ciklus in z povezovanjem vseh, ki ne bodo ogroženi, ki se jih ne bo naganjalo iz delovnih mest ali kakorkoli drugače, ob dobrem sodelovanju in povezavi z mestnim svetom, ki je nadzornik dela župana, ustvaril tisto energijo, ki bo Maribor privedla, da bo napravil preboj. Ob tem se ni potrebno povezovati z Kitajsko ali z Bližnjim vzhodom, ampak se je potrebno povezati samo z bližnjo okolico. Vemo, da je Graz najhitreje rastoče, se razvijajoče mesto v Evropi. Pa magister Memon ima tam kakšne veze? Vidimo, da je danes na celodnevnem obisku evropski poslanec Lojze Peterle in tudi Nova Slovenija je odprta v Evropo. Prihodnost je Evropa in priložnost Maribora je Evropa in sosednje regije. No, kako pa vi osebno cenite kandidata Bernarda? Magister Bernard Memon je operativec, povezoval je že gospodarstvenike v zamejstvu in po svetu z interesi poslovnih partnerjev v Sloveniji v času, ko je bila za Slovence po svetu ministrica Ljudmila Novak. On je v njenem kabinetu pokrival ravno to področje, ker je bilo kar nekaj odmevnih konferenc, povezovanj in stikov vzpostavljenih in je bila ta praksa, ki do tedaj ni bila običaj, zelo pohvaljena in zaželjena tudi v prihodnje. In ravno človeka, ki je operativec, ki zna povezati interese in znanje ljudi, to Maribor potrebuje.
Menimo, da je demokracija omogoča, da kandidira vsak, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje. Vsak kandidat pa mora pri sebi premisliti, ali ima pogoje in ekipo, ki bo preboj Maribora tudi uresničil. In naš kandidat to ima. In pričakujem, da bojo Mariborčani v nekem tehtnem razmisleku vendarle dali priložnost novim ljudem, ki imajo ideje, ki so odprti in ki so povezovalni. Torej, gospod predsednik Nove Slovenije v Mariboru, zdaj so volitve pred nami, to je zdaj že drugi krog volitev letos v Sloveniji. Kako ste se vi kot voditelj stranke v Mariboru Nove Slovenije na to pripravljali, potem pa tudi posebej še, kako ste izbirali kandidata za župana? Moram reči, da v Mariboru smo se intenzivno pripravljali na te volitve. Vidimo, da v mestu ne gre, da se menja zgolj embalaža, ne pa vsebina in način dela. Menimo, da imamo rešitve, program na državnem nivoju je odličen in je možno stvari operativno uporabiti tudi na lokalnem nivoju. Mesto Maribora je v Evropi, v Avstriji, Madžarski, Italiji. Ni potrebno za reševanje Maribora potovati na Kitajsko ali v Abu Dhabi ali v drugačne kraje, ker ljudje sami znajo takšne stvari, kot jih v Mariboru lahko narediti sami ceneje. V ta namen smo soglasno imenovali in izvolili ter predlagali našega kandidata, ki ni obremenjen s preteklostjo, je v najboljših letih, ima odličen program, hkrati pa bo seveda naš kandidat dalje razvil tudi nekatere rešitve in projekte, ki so v preteklosti bili po naši presoji neupravičeno zaustavljeni, kot je primer ureditve Nabrežja Drave, potem imamo na mizi že rešeno gradbeno dovoljenje za mariborsko knjižnico in podobne rešitve. Vse te investicije, če se bojo začele izvajati, bojo povzročili, da se bo v Mariboru zagnal novi ciklus razvoja investicij v gradbeništvu in tudi drugih strokah. Predvsem je pa pomembno, da vsakokratni novi župan ne obračunava kadrovsko z kadri prejšnjega župana, kar v programu našega župana vidimo, da ni takšne politične prakse. Menimo, da so ti ljudje, ki so v upravi, v javnih podjetjih, kateri delajo dobro, v tem primeru jih je treba samo motivirati, da bo stanje v Mariboru z lastnimi kadri in potencijali povezali in izboljšali. Z nami je gospod kandidat za župana, Bernard Memon. Zakaj ste se tako mlad odločil za župansko vlogo pa župansko odgovornost? Ja, odločil sem se predvsem zaradi tega, ker že dalj časa opažam v Mariboru potrebe, kaj vse treba je spremeniti. Tista ključna točka, da sem se pa dokončno odločil, je pa bilo to, da sem videl, da imam kar precejšnjo podporo med našimi ljudmi v Mariboru, tudi med našimi znotraj našega mestnega odbora Nove Slovenije, tako da je to bila ena prelomnica. Zagotovo pa sam zagovarjam stališče, da se morajo mladi aktivirati v družbenem življenju, kajti od mladih je odvisna naša nadaljnja pot, je odvisna naša prihodnost. In tisti, ki so danes prišli s fakultet, ki imajo znanje, se morajo absolutno vključiti aktivno v družbeno udejstvovanje. Edino to je rešitev za Slovenijo in seveda tudi za Maribor. No, biti župan v takem mestu, kot je Maribor, ko je dejansko v dometu človeka, ne? Ni preveliko mesto, pa spet ni premalo. Kakšen bo vaša osebna, poseben poudarek pa osebna prisotnost med ljudmi, s čem želite biti blizu ljudem? Ja, predvsem je pomembno, da ljudi poslušaš. Jaz mislim, da župan ni nek nadčlovek, ki vse ve in vse zna. Župan je samo oseba, ki je dobila zaupanje od ljudi, da izpelje program, da izpelje, da izpelje ukrepe za dobro ljudi. Da pa to lahko vse dosežeš, je pa ključno, da jih znaš poslušati. In ko slišiš te težave, je zelo pomembno, da hkrati znaš v svojo okolico kot sodelavce pritegniti strokovnjake, ne glede na politično barvo,
tiste, ki vedo, kako se zadeve lahko rešijo in da skupaj ustvarimo eno sinergijo, ustvarimo eno skupno moč in pomagamo predvsem šibkemu človeku. Moramo se zavedati, da v Mariboru je problem, da v Mariboru ne moramo nastopati danes z nekimi megalomanskimi projekti, z nekimi velikimi željami, z nekimi velikimi projekti. Mi danes moramo začeti z večjim številom malih projektov, kajti v Mariboru je finančna situacija takšna, da denarja trenutno za velike projekte ni. Mi moramo predvsem spostaviti z malimi ukrepi stvari, ki bodo dostojne za človeka. No, proračun mesta Maribor je okrog 120 milijonov letno. Koliko od tega denarja bi vi namenili za te inovacije, za nove programe, za tisto, kar bi prineslo visoko dodatno vrednost in kar dejansko potem sproži en nov način biti mesto, ki ustvarja? Mi verjamemo, da ti ljudje, ki hodijo danes v Avstrijo, lahko ostanejo doma in tukaj ustvarjajo, če bi Avstrija poskrbela z nekimi programi, s svojo dejavnostjo, s hčerinskimi družbami v Mariboru. Ne bi bilo potrebno vsak dan, da ti ljudje odhajajo na delo v tujino, ampak bi lahko ene hčerinske družbe teh podjetij, ki so danes v Avstriji, bile v Mariboru in bi to delovno silo zadržali na domačih tleh. Mislim, da bi tukaj bil profit na obeh straneh, tako na avstrijski strani kot na naši. In verjamem, da je to win-win kombinacija. In bi recimo Graz šel v to? Ja, jaz verjamem, da, zato ker če pogledamo, v tem primeru bi lahko plače bile slovenske, ne? Mogoče bi bile malo više, ampak bi še vedno bile nižje, kot je recimo za avstrijskega delodajalca. In hkrati ne bi bilo teh dnevnih migracij. In z tega stališča bi zagotovo se splačalo in našim delavcem in seveda avstrijskim podjetjem. Zagotovo je ključno, da se univerze v Mariboru povezujejo čez mejo. To je prva stvar. Kot druga zadeva je pa pomembno, da ta znanja, ki rastejo na univerzah, da se aktivno vključijo z start-up podjetji. Start-up podjetja so danes ena inovacija na trgu, dejansko tam se rojeva znanje, tam se rojevajo nove ideje in če danes teh podjetij direktno ne povežemo z univerzo, ne dosežemo sigurno nobenega cilja. Ključno je, da se znanje pretaka v ta podjetja in da postanemo tudi konkurenčni na globalnih trgih. Tako kot sem že omenil, edino na račun tega lahko preživimo. To pomeni tudi, da bi ponudbe po zahteve mesta bile spodbuda za določen tip raziskovanja fakultet. Tako, jaz mislim, da je treba prvo narediti eno razpravo, kje je tista dodana vrednost, ki jo lahko ustvarimo, ki jo lahko ustvari univerza, ki jo lahko ustvarjajo ta podjetja. In jaz mislim, da pri pravilnih usmeritvah lahko vsi pridobimo. Zagotovo je pa prihodnost na znanju. Kaj je danes duša Maribora? Duša mesta so predvsem ljudje in tem ljudem je treba vrniti upanje. Jaz mislim, da je apatije preveč in ta apatija nas zavira v razvoju. Če bomo tem ljudem ponudili neko prihodnost, delovna mesta, jaz verjamem, da se bo to stanje izboljšalo. In nekoč smo veljali Štajerci za zelo srečne, razposajene ljudi, zadnja leta pa opažam, da morda smo to malo izgubili. Jaz verjamem, da je to v nas in da se še vedno lahko povrne ta naša radoživost. Seveda je pa to vse odvisno od socialnega stanja. Če pogledamo recimo turistični naboj v Ljubljani, če samo pogledamo veseli december v mestu Ljubljana in v mestu Maribor, so razlike prevelike. Jaz bi razumel, da bi bila razlika razmerje 6:4 napram glavnemu mestu. Ampak pri nas žal, če pogledamo turistični utrip v Ljubljani, je razmerje 9:1. To pa mislim, da je prevelika razlika, glede na to, da je Maribor drugo največje mesto. In jaz verjamem, da lahko izboljšamo stanje na področju turizma. Tudi mi v Novi Sloveniji smo pripravili program, konkreten program za izboljšanje turistične dejavnosti, ker moramo se zavedati, da turistična dejavnost je gospodarska panoga in to potegne za sabo
cel ciklus investicij in vsega ostalega, kar pripada zraven. Pa tudi prireditev kulturnih in drugih. Zagotovo, na področju kulturnih prireditev smo že, moram reči, da neke stvari kar uspešno peljemo. Če pogledamo Slovensko narodno gledališče v Mariboru, deluje zelo internacionalno, si upam reči, da bolj kot v Ljubljani. Kar se tiče, če pogledamo Lent festival v Mariboru, jaz pravim tako, če lahko Lent festival tako množično zaživi v tistih 14 dnevih, sem prepričan, da ga lahko podaljšamo čez celo poletje. Organizatorji vam bodo povedali, da je problem velik strošek postavitve infrastrukture vseh teh odrov. Jaz pa pravim tako, treba storiti vse, da se Lent festival raztegne čez celo poletje, infrastruktura pa lahko se tako uredi, da ostane, da ni potrebno vedno znova postavljati tega odra, kajti to predstavlja največji strošek in zagotovo bomo mi šli v tej smeri, da bomo oživeli mestno plažo z investicijo približno 10 milijonov evrov, kolikor se zdaj nekako ocenjuje, in bomo povezali to mestno plažo na Lentu z celim konceptom festivala Lent, z privabljanjem turistov, ki so tranzitni turisti skozi Maribor, tisti, ki grejo z avtodomi čez Slovenijo, jih moramo zadržati en dan ali 2 dni v Mariboru, to je v našem konceptu. Tudi zgraditi moramo eno parkirišče, kjer bodo imeli to vso infrastrukturo na voljo za avtodome. In tako kot sem že omenil, pritegniti moramo tudi en del turistov iz Ljubljane, kajti jaz verjamem, da lahko Ljubljana je polna turistov in mi lahko pritegnemo vsaj 30% teh turistov, če bomo pripravili dobre programe, da pridejo ti turisti iz Ljubljane v Maribor. Razdalja je zelo mala. Za nekoga, ki živi v Nemčiji, ta razdalja ne predstavlja nič velikega, 130 km. In če bomo mi znali ponuditi prave zadeve, prave programe, bomo lahko te ljudi privabili v Maribor. Vsaj smo zadovoljni že, če pridejo za en dan ali 2 dni. Kako ta mladi rod, ki je tukaj rojen, ko nima več toliko stika z podeželjem, pa saj ni tako več čustveno navezan na podeželje, kako jih usmeriti, da zaživijo kot Mariborčani, kot meščani? Jaz mislim, da vse, ki pridejo v Maribor, moramo aktivno vključiti v vse oblike družbenega življenja. Predvsem je pomembno, da pride do izmenjave, se pravi, tisti, ki živijo v mestu, morajo dobiti nekega znanja, neke navade iz ruralnega okolja in obratno. Jaz mislim, da je teh oblik lahko kar nekaj. Seveda je pa pomembna tudi univerza, ker ti ljudje, ki tukaj se šolajo, ki končajo študij, si želimo, da tudi tukaj ostanejo. To je predvsem ključno. Nam je predvsem važno, da tukaj ostanejo, da tukaj ustvarjajo, ne pa da tako, kot se sedaj dogaja, da pridobivajo znanja, na to pa to znanje dajejo v nekih drugih državah in dejansko takrat mi od tega nimamo nič. Zelo malo. Kaj je jedro tega vašega upanja, da bi lahko nekaj velikega dal temu mestu? Moje upanje je to, da jaz opažam, da ti ljudje, ki tukaj živijo, imajo predvsem znanje. Ampak nekaj jim moraš ponuditi, da to znanje lahko implementirajo. Verjamem v to, da iz fakultet dobimo zelo dosti kvalitetnih kadrov, ampak žal se ti mladi danes sprašujejo, v katero državo bodo šli po študiju. To moramo preprečiti. Mi moramo nekaj ponuditi v Mariboru, neko gospodarsko dejavnost, da lahko ti ljudje ostanejo in dejansko ustvarjajo tukaj. To je tista ključna stvar. Hvala za pogovor. Hvala.